Mislim, kar nekaj, res, kakšen kurčev v tajni agenciji pizdano. Mislim, vsaj nekako malo bolj bi lahko to izpeljali, ne da on pokliče, pa reče pač. Mislim, kar nekaj. No. Ljudje ne kličejo se po telefonih, pa ne razlagajo svojih evil planov po telefonih. To se ne dogaja. Tak si, zato je kot nek zoomer. Ja. Kdo še sploh kliče? Ja. Mislim, dobila bi ziga, Že bi na Snapchat napisal. Ja. Dobila bi TikTok SMS, plesa, ne vem, jajčevec, sončnica. Pa nekaj, ne. Kaj pa sončnica? Ne vem. Rabo se nekaj jajčevec. Ljudje in ljudine, poslušate postjubilejno 101. epizodo oziroma drugo epizodo 4. sezone podcasta Bot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo, preizkušamo in poslušamo serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, od Žejan Bond obrani državo, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus. Igor Harp Jo. in moja malenkost Aljoša Harlamov. Tudi v 101. epizodi pa imamo gosta oziroma gostjo in drugič je z nami odgovorna urednica Delove priloge Vikend in Filmofilka Mateja Košir. Živijo, Mateja. Živijo. Kako si kaj? V redu, super. V redu, super. To je najboljši feeling, ki ga imamo mi pri gostih, da so vsi v redu, super. Kako si kaj preživela karanteno? Je bilo naporno, je bilo fajn? Oboje. Oboje. Naporno, ker se veš, iz istih razlogov, kot vsi ostali. Super, ker sem več poti po Šišenskem hribu spoznala, kar sem jih prej poznala. Aha. No, sem vedel, da je za lokalni turizem pa je ta epidemija dosti naredila. Za tiste, ki ste mogoče ne spomnite, Matej je bila prvič z nami v prvi sezoni in sicer v 23. epizodi, ko smo govorili o eni čisto mehni, zanikrni, nepomembni seriji Game of Thrones. Fuj in fej. Tema današnje epizode pa je, če ste slučajno dvomili. Še ena taka zanikrna tema. Tako, še ena taka malo znana filmska franšiza in sicer že 25. Bondijada oziroma 27. film s tem likom, zadnji Bond z Danielom Craigom in sicer No Time to Die oziroma Ni čas za smrt, kot je uradni prevod filma, ali po bodovsko Nijam cajta vmret. Če filma še niste pogledali, brž v kino, jesen je, kino je spet in ko boste film pogledali, se vrnite k poslušanju naše epizode, da vam ga razložimo. Če pa filma niti ne boste gledali, bi pa se kakšno urico kratkočasili, pa vas vabimo, da sedete z nami v Aston Martina in se prepustite tej divi vožnji. Maestro, vse veš, kako gre. Streljaj! Piv. Čeprav, če bi bili realistični, bi pač zdaj v Aston Martinu stali v vrsti za bencin. Skratka, že druga epizoda, vem, da ste nas že pogrešali, zdaj, ko smo spet v tem dvotedenskem ritmu, imate en teden, imate 2 tedna, da poslušate prejšnjo epizodo, ali pa en teden, itak jo poslušate takoj prvi dan, potem pa pač imate 14 dni, da žalujete in nas pogrešate in pretakate solzice. Ampak mi smo nazaj, Bonda smo si pogledali, skratka gre za akcijsko vohunko, za tiste, ki še niste slišali za James Bonda, jaz vam težko pomagam. Tega je posnel Cary Joji Fukunaga. Joji, ok. Fukunaga, znan po Sin Nombre, Jane Eyre, nikoli tudi ne. Skratka, piratski priredbi znanega filma. Beasts of No Nation iz 2015 in pa seveda po prvi sezoni True Detective, tisto je režiral, pozneje je ostal kot producent, imel pa je tudi še eno serijo Maniac, ki so jo pa zelo hitro ukinili po prvi sezoni. Če smem razložiti, on ni ostal producent, on je imel v pogodbi, da je napisan kot producent za vse nadaljne sezone. Revež. V bistvu pa se je z Picolatom skregal in ni imel nič več z True Detective 2 ali 3. Torej, vse, kar je bilo res dobrega na True Detective, je on režiral. Aha, okay.
Okay. In potem je ostal samo še njegov napis, njegovo ime. Edina dobra stvar. Tudi McConaughey pa Woody sta sam napisana, pa ona dva, mislim, da sta imela možnost, da bi kaj sodelovala. Pri drugi in tretji sezoni se ima pa ni ljubilo, ker vse veš zakaj. Vsi vemo zakaj. Bond nastaja skratka po romanih Iana Fleminga. Prvi roman je šel leta 1953, Casino Royale. Sicer pa so že prvega Bonda posneli leta 1962, se pravi samo 9 let po izidu prve knjige, in prvi Bond je bil seveda Dr. No. Doslej so ga igrali Sean Connery, potem sta bila vmes še, zakaj pa to mi je spet, Igor me je nekaj zafrkaval tle, obstaja potem en film, parodija, ki se imenuje Casino Royale, ki kao sodi v del cele, ker mislim, da je Eon Productions tudi naredil. In v tem filmu igrajo Bonda David Niven, Peter Sellers, Woody Allen, Ursula Anders in pol še en kup drugih likov, ki se vsi imenujejo Bond, zato da bi zmedli bad guya. Film je imel enih 15 scenaristov, pa enih 6 režiserjev, pa mislim, da so vsi bili na zelo dost LSD-ja. Woody Allen je rekel, da je to najbolj zblojena produkcija, v kateri je sodeloval, in je tistih par scen, koliko je, jim še scenarij popravljal. On je posledično tudi med scenaristi napisan, čeprav je samo šel mimo praktično. In zelo, zelo čuden film. Mislim, da si moral doživeti 60, da lahko doživiš ta film. Recimo temu tak. Ne vem, kdo od vas gledal? Ne, jaz priznam, da ne. Ja. Skratka, potem ga je igral še... Srečo, da so 60-ih še ni bilo. Ali na žalost, se ne vem. En od tega, Čak pa še leto 2 za ta končni odgovor. Potem ga je igral tudi George Lazenby, ampak ta ne spada v to uradno, bomo rekli, uradno štetje, na kar seveda Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan in nazadnje Daniel Craig, pri katerem smo se ustavili. Craig, jaz mu rečem Craig, po domače. Drugače je pa to zdaj že 5. film iz Craigovega, kako bi temu rekli, opusa, hvala, Bondovega opusa. Prvi je bil seveda Casino Royale iz 2006, tega je režiral Martin Campbell, Quantum of Solace 2008, režiral Mark Foster, Skyfall 2012 in Spectre 2015, je režiral Sam Mendes, in pa zdaj zadnjega je pa seveda, kot smo že rekli, Fukunaga. Sicer pa je Daniel Craig, za tiste, ki ste bolj posvečeni v naš podcast, nastopal tudi v 34 epizodi kot Benoit, kaj že Benoit? Leblond, tako je. Itak, Blond Bond, v seveda Nonževun v 34 epizodi, za tiste, ki mogoče ste jo preskočili, imate zdaj cajt, da jo poslušajte še enkrat ali pa prvič. Nimam cajta umret, pa ima kar nekaj zanimivih igralcev, jaz sem ene par izpisal, sej ne bom vas kaj dosti utrujal z njimi. Rami Malek igra Luciferja Safina, pač jaz ne morem pomagati, pač tako mu je ime v filmu, ne da se pomagati. Poznamo ga iz Mr. Robota, pa kot Freddyja, ampak ne Krugerja. Potem Lea Seydoux igra Madeline Swan, poznamo iz Inglourious Basterds. Kaj? Ne. Kaj? Ni bila v Inglourious Basterds. Kje pa je bila? Adele, recimo, so dobile nagrado v Kanu. Ja. Pa bila je v Fanti zgornjega nadstropja, pa mislim še en kup drugih francoskih filmov, ni pa bila v Bastards, tam je bila Melanie Laurent. Si ti čiziher? Ja. Medtem, ko jaz preverjam tole, kaj bi jaz napisal, če jaz se sicer o tem ne spomnim. Apparently tudi v Mission Impossible Ghost Protocol, to se tudi ne spomnim. Seveda, Quentin Tarantino z Inglourious Basterds 2009, no, vredos, je. Je bila Lea Seydoux not? Neka manjša vlogica, ali kaj? Najbrž. Ena od onih ščirk še, ali kaj? Ja, ena od onih ščirk, ki so bili pod plankom skriti. Prav mogoče, ja. Ja, da je bila tam. Teh mlekarc. To je bil začetek, je bilo za pogled, pa to če ne. Ne, pač hotel sem omeniti zato, ker seveda potem imamo Christophera Waltza tudi v tem filmu, nekaj tudi ga v tem in se mi je to zdelo tako dovolj zanimivo.
Drugače, Ben Whishaw je bil še meni zanimiv, ki ga imamo v Fargu, zdaj v 4. sezoni, ki sem jo omenil, mislim, da v prejšnji epizodi, da mi je bila kar všeč. Lashana Lynch, ki je Maria Rambeau v Captain Marvelu. Jeffreya Wrighta imamo, ki ga poznamo iz Westworlda, tudi o tem smo snimali epizodo, bo pa tudi Commissioner Gordon v novem Batmanu, ki izide marca, tam nekje se mi zdi 2022. Waltza smo omenili, Ralph Fiennes je notarka. Rafe se izgovori njegovo ime, ker zakaj? Angleži. Ne vem. Rafe. Rafe, ja. Kva? Ja, isto kot sin od Timotija Spola. Aha, ja. Ker se pa napiše Rafe, ampak se... Rafe Spol, ja. Rafe. Ja. Okay. Sijajno, skratka, Ana de Armas, upam, da sem to prav povedal. No? Tudi v Knives Out, pa Blade Runner, ki ga nismo delali. Drugače, David Denčik, domnevam, da je bil tudi v Top of the Lake, pa Černobil, pa Rory Kinnear, whatever. V Penny Dreadful je bil Frankensteinova pošast in pa Years je bil super serija. Tako, pa premijer je bil v prvi epizodi Black Mirror. Ja. To je ona big epizoda. Ja. He's a pig fucker, yes. Skratka, to je bili igralci v tem glamoroznem filmu. In zdaj smo povedali bolj manj vse tisto, kar rabite, da veste, o katerem filmu govorimo. In seveda prvo vprašanje, kako vam je bil zaključek Craigove Odisejade po Bondijadi všeč, kako ste doživljali film, glede na to, da smo ga tudi kar nekaj dolg časa čakali, ne? Tudi to je treba mogoče v ta pričakovanje nekako vkomponirati, da je to film, za katerega smo upali, da bo na sporedu seveda že pred 2 letoma, ne? Leto pa pol, no. Skratka, in ga je korona malo predstavila. Zdaj le pa podira vse rekorde, kar pomeni, da so ljudje res komaj čakali, da to vidijo. In mi, ki smo ga videli, kako nam je bil všeč? Mogoče Igor začne. Ali pa z Mateja, ker je gostja. Ja. Ni gost, ampak je gostja. Za me je bilo olajšanje. To je konc. Joj. A hočeš povedati, ni bil všeč, ali kaj? Ne, v bistvu mi je bil najboljši film z Danielom Craigom, ampak mislim, ne najboljši film, najboljši Bond. Knives Out mi je bil boljši film. Ampak pač zame je bil to... Zame to ni pravi Bond. Zame je Bond bil vedno neka taka nabuhla, kičasta zabava. Okay. To je tako bolj Roger Moorovski poleg. Ne Roger Moorovski, v resnici je bil najboljši prototip Bonda, se mi zdi Timothy Dalton, sem žal je igral v zelo slabem filmu. Najboljši Bond mi je pa GoldenEye. Okay. Jaz mislim, da je Bond najboljši, kadar je over the top, se tega zaveda in se malo ponorčuje iz tega. Ampak se ti ni zdelo, da zdaj ta Bond je vseeno bliže temu? Od vseh prejšnjih je. Ampak prvi film, ki je bil s Danielom Craigom, Casino Royale, ni bilo Q-ja, ni bilo niti kančka humorja, človek ni imel niti enega gadžeta. No, imel je tisto v avtomobilu, nek tole srčni spodbojevalnik, nekaj že, kako ste že temu reče, EAD-jo. Ampak če to primerjamo s helikopterjem iz kovčka. Ja. S podmornico v obliki krokodila. Take stvari res pogrešamo. Nevidnim avtom, za katerega se lahko skriješ. Ferrari, ki je podmornica. Naprimer. Čovn, ki je podmornica, tiste je bilo slabo. Tako da, jaz se strinjam, za me je bil to najboljši Bond v tej zadnji seriji, ker imel je celo kančak humorja, sicer ni bil raven Daniel tist, ki ga je deliveral na srečo, recimo Q je bil zelo pač smešen, recimo, tako da, meni se je zdel boljši kot ostali, ampak še vedno za me je Daniel Craig preveč bornovski.
Razumem. No, to je zanimivo vprašanje. Mislil sem to mogoče še pozneje, ampak mogoče je vseeno to točka, o kateri se že pogovarja, kako nam je bil všeč. Ne? To je vendarle ves Bond Daniel Craiga je Bond po 11. septembru. To je, mislim, zelo važna zame ideja. Ne? Skratka, mi na tajne službe ne moramo gledati več z isto lahkoto, kot smo pred 11. septembrom, ker zdaj vemo, da zalivajo ljudi z vodo, jih mučijo, sporočajo napačne podatke, da droni falijo in tako naprej. Druga zelo pomembna, mislim, da konsekvenca, Igor, si hotel kaj povedati, pa se je zaletelo. Druga zelo pomembna ni waterboarding. Predpostavka, ki jo imamo, da je seveda to svet tehnološkega preobilja, skratka, kako bi v današnjem, ker res tehnika lahko marsikaj doseže, kako še gledamo mi na te gadžete, to je druga stvar. Tretja pa je tudi zelo realna, znotraj žanrska, kako mi na Bonda in na vohunke in na akcijske filme gledamo v eri po Jasonu Bournu, ki je zavedno spremenil tudi akcijske scene. In to se je v Bondu, vse do mogoče zadnjega zdaj, zelo poznalo. No? Se zelo strinjam. Mislim, jaz bi rekel, da je ta mogoče celo najbolj bornovski, kar se akcije tiče, pretepal pa to. Aha, se ti zdelo, da je bil ta bolj kot prejšnji. Mislim, zdaj se mi je boljš izveden vsaj. Aha, no, zato, ker pri temu, da poskušajo ljudje narediti bornovske scene, pomeni, da šekajo kamero, ful hitro režejo, pa pač nič ne vidiš. Se je zgodilo. Rok, komolec, nekaj uno. Tule je bilo pa akcija v tem filmu je bila najboljša v Bondu, mislim, tak kot akcijska scena. To je bilo pač top, kar je možno v to vrstnih. Mislim, po mojem je Tom Cruise to gledal, ampak jaz bom skočil z letala. Ampak res je dobro režirano. Tale car chase so v redu, vedno veš, kje se dogaja, kaj, pretepi so zelo kinetični, trese se, ampak ni tako hudo kot po večini, pa prav dobiš en ta občutek. Ne? Hkrati je pa uspel dodati nazaj humor, ki pa je prejšnjim Bondom manjkal. No. To je zelo v redu, tudi v fajtih, tudi v streljanju. To se mi je dopadlo. Plus, kar se tega akcijskega dela tiče, končno smo dobili odgovor na eno ful pomembno avtomobilistično vprašanje. Land Cruiser versus Land Rover, kdo zmaga? Ful preprosti odgovor je avto, ki ga vozi James Bond zmaga. In sumim, da je Toyota več plačala kot Land Rover. To je bilo vprašanje. Jaz priznam, da sem videl same iste avto. Ko si umenil te akcijske sekvence, meni se di točno to, ta sekvenca, ko v začetku, ko on šiba z motorjem in preskakuje, to je pač zame bondovska sekvenca, ki je over the top, kjer preskoči nekaj, kar je popolnoma jasno, da ne bi mogel preskočiti, kjer pač je še malo humorja med tem, da se ljudje tako na smešen način prestrašijo, pa to, zame je to Bond, ne tisko pač 47. udarc na nos, 72. udarc na nos, pa taka zelo taka prijetna ureznina, seksi na ustnici, edina posledica tega pretepa. To se strinjam, če primerjaš zgolj za isto Craigovskim opusom ali pa tekom, je Car Chase v Quantum Solace na začetku ali pa tlele sta dve različni živalci, ker ta tisto je zrezano zelo hektično v Quantum Solace, isto Italija, isto nek tunel, ampak je čist hektično, medtem kot tle pa zelo jasna geografija na mesto, en ta boljših bondovskih v bistvu Car Chase-ov, mislim, da so zelo lepo. In italijanski in norveški. Oboje. Mislim, vse Bond se je vedno odlikoval po tem, da znajo z avti zelo zanimivo ravnati, bom tako rekel. Kar se pa tiče glavnega vprašanja, ki si ga ti dal, oziroma teh treh vprašanj, ki se meni zdi, meni je Bond vedno bil ujetnik kao pred berlinsko-zidovske scene, torej blokovske razdelitve. On je ujetnik tega časa in je tudi ima zaradi tega probleme ali pa pluse, odvisno zdaj, kako gledaš na to foro. Ker meni se celoten tek filmov z Daniel Craigom zdaj zanimiv, ker je bil poskus iti nekam naprej, bolj kot pač Pierce Brosnanovski, kjer so pač se ukvarjali po večini bolj ali manj z ostalinami tega konflikta.
Craig pa je mogoče šel korak dlje, mislim, so skušali na začetku iti korak dlje, najprej v roman nazaj, za Spektrum so začeli kot neka velika združba, ki je nadpolitična, metapolitična. Medtem ko pa ta zadnji, če na to odgovorim, se mi pa zdi, da je bil korak nazaj, vsaj zame. No? Ne rečem, da je to slabo, zgolj v konceptualni logiki se mi je zdel, da to je pa bolj klasičen Bond, to je tisto, kar imaš lahko rad, ali pa mogoče se ti zdi, da je pa v Craigu s prejšnjimi 4 filmi. Ne? Jaz mislim, da je, zame je malo mlačna vodica. Ne? Tukaj ene stvari so dobre, druga manj, humor je super, pa ni campi. To mi je všeč, to plus minus. Ne? Ja, meni kar edino pač tle noter mal nisem razumel, zdaj sem pred kratkim pogledal vse še enkrat, ne, preden sem se lotil tega še. Vse Craigove. Temu se reče predanost. Spectre sem celo gledal, tik preden sem šel gledat No Time to Die, sem pogledal in ugotovil, da Spectra ali nikoli nisem celega gledal, ali pa sploh ga nisem gledal, kakorkoli že. In moram tako reči, mal mi je, kar jaz pač tle, meni je bil tudi ta v resnici, poleg Casino Royale, pa ta sta mi najboljša v resnici. Ne? Casino Royale mi je bil ravno zaradi tega všeč, ker je res en korak stran od Bonda. Ne? In se mi je res delo, po 11. septembru mogoče rabimo bolj resno, po Bornu neko bolj resno, griti, cinično verzijo Craiga. So pa vedno nastavljali noter neke te teme, ki jih nikoli niso v resnici nagovorili. Ne? Oni skozi govori, prej je bil naš sovražnik znan, pač Rusi, ne vem kaj, zdaj je pač lahko kdorkoli, ampak še vedno so Rusi. In še vedno so to over the top zlikovci, ki bi radi podredili cel svet z eno stvarjo. Tako da glede tega se ni kaj dosti spremenilo. Bond je tudi tako, da Craig vedno mal mrcka tako nad to tehnologijo, pa če jaz tega ne bom uporabljal, pa brez veze mi je, ampak vsakeč, ko pa pade ko pride v kot, pa se zanese točno na tehnologijo. In ga tehnologija celo reši. Kar je v prejšnjih delih meni zelo ni funkcioniralo, je to, da smo zgubili vso tisto eleganco Connerja, pa vso to vohunko smo zgubili za akcijado, kjer imamo zdaj Daniela Craiga, ki je meni sicer super fizično, kako se on postavi v prostor, kako on dominira, ker je pač edini od Bondov, ki se ti res zdi, da lahko nekoga pretepe. Meni pač Timothy Dalton, sorry, Mateja, zgleda tako, da ne more nikomor nič narediti. Kot prvo, Timothy Dalton je bil v akcijskih filmih večnih, bil je tudi v westernih in je zelo dobro se pretepal. Kot drugo, Sean Connery je resno povedal, da lahko pretepe žensko, očitno je to že naredil in kako se to naredi. Vidiš, realne izkušnje, ki jih je lahko kot gledalec po metodi lepo upeljal v film. Ampak po drugi strani pa Daniel Craig zgleda kot nekdo, ki pač ne zgleda kot nekdo, ki bi znal čarati kjerokoli žensko, tudi tisto, ki mu jo napišejo, da jo. To se ti zdi. Meni se zdi tako pomanjkanje kemije, ki pa med tema dvema, med Leo Seydoux pa Daniel Craig, mislim, kaj tazga še videli nismo. Da ne omenjamo pa, da ni čuden, da pač ob taki ne kemiji se ima rodi potem otrok robot. Nekdo otrok, ki so ga naredili, da je najbolj še podoben Haleyju Joelu Osmentu iz umetne inteligence. Ta otroček zre predvsem, mamica mu reče, zdaj pa spat zapre oči in spi. Mislim, in ta otrok mu olupijo jabolk za zajtrk in reče, dobro. To je pisal nekdo, ki otroka od blizu ni videl. Meni se zdi obupno, ta družinska zadeva, ta čustvena. Mislim, on ne premore tega. Veš kaj, sem otroci, ki tako dedujejo travme svojih staršev, so pač tako, je čutila, da lahko v vsakem primeru postane sirota. Je bolj cenila to pač družinsko življenje, ki ga je imela. Čeprav je bilo bedno in jabolko za zajtrk, se strinjam, brez katastrofe. Čako ponosno ste opazovala oba dva ob olupljenem jabolku. Vsak otrok tega pa se ne zna kot njun srček. Pa se on misli, for king and country, še lahko to glupim. Je pa zanimivo, da to je prvi Bond, ki ima družino.
Razen Lazenbija, ne? Ja, ki se oženi. Očitno ni kanonski. Ki se mu zmeša. Ampak ravno zaradi tega ni kanonski, ne? A ni to zanimivo, ne? Dost ljudi ne mara tega Lazenbija, pa se ga ven metal, zato ker se Bond ne sme poročiti. On mora ostati samski. Problem Lazenbija je bil, da ni znal igrati. No, tudi to, okay, no, ampak to so minorne stvari. Zdaj sem prebral v enem reviewu, kao zelo zanimivo, mislim, da Kregovski Bond se tudi non-stop ukvarja s tem, kaj kdo on je, ne? Mislim, zdaj v tem post 9/11 svetu, ne? A res zgolj samo orodje, ne? Na prvi 3 filmu se on s tem ukvarja, se še mu Judi Dench M govori, pa ti si orodje, ti moraš samo kaze izpeljevati, pa tako naprej. Medtem ko v tem ta zadnjem je pa že malo drugače, so pa neke osebne fore, ne, upeljane zraven družine, ima on prijatelje, kar nekrat Q, pa Money Penny, pa M, to so kar neki bestiči, kar naenkrat on ga sreča tamle na kofetu, Zeitung bere, pa serbo, zdaj ima samo pomeniti, kva hudičasti naredil, napizdi svojega šefa, pa tako naprej. Tega prej ni. Ja, tudi Felixa, ki ga je, ne vem, 2krat srečal, pač res v filmih, ampak po drugi strani je to tudi... njegov brat. Po drugi strani se je tudi zaljubil 2krat nesmrtno, takoj. Dobesedno v montaži. Mislim, moj point je, da že na teh podlagah, osebnih razmerih je zelo, zelo drugačen, ni za fizično, ne, da bornovski, kakorkoli, ampak že na tej podlagi je zelo drugačen. Ampak ali kaj pove v post-Brexit Italiji, da se obakrat zaljubil v Francozinjo? Italiji? Misle post-Brexit Anglija. Anglija. Ja, glej, prehitevaš, stari. Nekaj sem jaz prihotel še reči, ne, kar je pri Bondu, pač tako, to pa je čist bornovsko, je pa ta, da je on je zelo brutalna sila, ne. On pač ni, zdaj te filme, ki sem jih zdaj gledal za povrstjo, prav grozno ti postane, ko ugotoviš, da on ene stvari ne pogrunta sam. Njemu vse prinese na pladnjo, on stopi ven iz hotela s kufrom in ga zamenja za enega geologa, ki bi mogel, s katerim bi se mogla srečati in ki ga še ni videla in ga pobere in on tam zve ključne informacije. Tisti trenutek, ko pa pobije vse s katerih bi mogel kaj zvedeti, pa bodi si najde neki v žepu, nek telefon, ali pa mu pol seveda v štabu, face recognition je tega pa tega našel, ali pa ne, te bankovce smo odkrili. Pač on vedno naleti na neko prepreko in če hočejo oni pokazati, kako so tajni agenti še vedno, mislim, da je to zdaj v zadnjem ali pa je v Spectre, še vedno ti rabiš nekoga, ki pull the trigger, kao ne, pokaže, da v resnici nič to čisto res, no. On je popolnoma neuporaben na trenutke, no. Ta film, to mislim, da 2-3 točkah pokaže, on v bistvu ne skuži, da na Vesperjevem v bistvu mavzoleju, ne, je bomba. Sorry. Roger Moore se to ne bi zgodilo. To, kar s prve povem. No. Potem, da on uleti na Spectre, žurko tamle pa se sprehaja. Mislim, stari, kva si mislil? Noben te ne opoznal? Come on. A veš, mislim, seveda, da je bilo logično. 5 let je minilo, pozabili se ga, ribe je lovil na Karibih ali kjerkoli. Pa tudi ta fora, ne? On kao pade off the grid, razumeš, ne? On se upokoji off the grid in to je kot neka taka čudna, velika čudna, zanimiva fora, ne? Medtem ko vsi prejšnji Bondi so bili čipirani, so bili ne vem kaj levo desno, vedno so ga lahko našli. Vedno je bil tudi on sam žrtev Bond, ne? Tehnologije, nadzora, rečemo tele Uber modernosti, da ga zdaj postavljajo na mesto. Tale pa, jaz se komoto grem penziče špilat, ne, pa uživam v svojem penzionu, pa na to računa celo, da bo prišel skos. Veš, mislim, Ampak po drugi strani mu je penzija tudi zelo dober dela, ne, ker poleg tega, kar smo imeli, naše smisel za humor, ki ga prej res ni imel. Mogoče to je jamajški rum, stari. Ja, mogoče to, pa zgovornje na Nadom Aratu. Mislim, da on v tem filmu pove največ, kar sem jaz kadarkoli njega videl v prejšnjih Bondih govoriti. Tle se kar neki pogovarja z Waltzem, pač imata kar neko težko moralno debato. Tam le ob ne vem kjerem šilčku, on reče, ne poznamo več sovražnika, se veš kak je, okej, ta runda na mene. To je debata. No, pa tudi seveda Rami Malekom pač imata celo to pač. Prav Rami Malek. Kaj je narobe z Ramijem Malekom? Vse. Rami Malek je super igralec, ampak tali lik Luciferja, Safina, je pa, mislim, brez veze. To je kot da so naredili cel scenarij, pa zrekli, ok, super, zdaj pa rabimo bad guy, a imamo še čas ga not dati?
točno to, ne. Ta negativc, mislim, prvič ta zadeva s to obrazno disfiguracijo ali ne vem kaj. Mislim, če se pogovarjamo o tem, kako anahronističen je Bond, mislim, da bad guy z maličenimi obrazi oziroma s telesnimi pomanjkljivosti so pa tudi ena stvar, ki so oddaleč v preteklost. Ja, in 3 od 5 Craigovih vilenov so imeli neke. 2 sta bila brazgotinasta, en je bil astmatik. Ja. No, pa onemu je krvavelo oko. Macu. No, pa Walsh je švab, tako da to je tudi. Z grškim imenom. Avstrijce Z grškim imenom. Tako. Kar je še slabše. Ja, mislim, In potem mu daš še Lucifer ime, če slučajno niste razumeli, da je bad guy po tej faci že, potem mu damo še Lucifer ime. In potem mu daš zgodbo, ki, začetek zgodbe je čisto recimo to, da pride ubit, recimo, da a ne. Čeprav mene je tudi to zbegal, pač te 2 igralca sta praktično enak stara, samo da on je odrasel, medtem ko je ona še majhna, potem pa zrasteta obadva, pa on zgleda mlajši od nje, kljub tej čudni faci. Jaz sem tako razumel, da je imel ful plastičnega dela narejenega, veš, brazgotina se je odstranila. Po globu si se, Ja, ne, jaz sem tako razumel, o to mi govorijo, veš kaj, ampak Ampak njegov načrt je nekako tudi brezvezan, ima tam najboljše orožje, neko ciljano orožje, pa se podloč, komurkoli ga bom dal. Ja. Mislil bi si, povejte, kdo je zdaj sovražnik, koga bo on izbral za sovražnika. Ne pa tam začnejo se pike kazati po Evropi in kar naenkrat, najprej kar naenkrat in potem je cela Evropa rdeča. Ne. Mislim, meni se je zdelo, kot da gledam ta neki se smiselnost namenil, polno napivač, die hard fora, veš, ko oni pridejo pa reče, mi smo teroristi, pa v bistvu niti ne, mi samo prodajamo tle, pa šita. Ja, in to so ta feelings, ker oni so začeli z nekim revenge, maščevanje, družina, pa neki, pol pa kao, ne, jaz sem prodajam ta sranje na okrog in to, in se mi je zdelo ful zmedeno, pa mimo. Pa Rami Malekov kapa dol sicer za to, kar je imel, s čim je imel zadelati, kakorkoli, ker je res odličen igralec, ne? Ampak imel sem takšen feeling, kot da je se pojavil na setu, pa sprašal, kaj počnem tlele, pa me nekdo rekel, ti, bod sam ti, samo ful bolj čuden, pa ful počas govori, pa imel ogromne pauze pri zadnji besedi. Veš, to je tako sem imel feeling, kot da bi Goldfinger rekel, no, Mr. Bond, you have to daj. Veš kaj, tako je on govoril, to so to. Rus je eno angleščina, mu ni prvi jezik. A je Rus? Ni Rus? Zakaj bi bil Rus? Seveda je Rus, če je to neka familija z japonsko-ruskega tega otočja. Ja, ne, pač njegov oče je imel tisto otok preko. Jaz sem domneval, da so pač tam nekje doma pol, ne. Pa tudi bil oblečen v nek kimono, nek napol azijska. Ne vem, kaj je bilo tisto. Jaz mislim to, Nek Asian fusion. Hashtag ne vem. Pa dajmo pol igralca egiptovskega porekla. To se mi zdi še kar logično. Pa to ta del s to malo robotko, bunčko. Ki jo on ograbi, pa reče, ne pojdi. In potem ona pač pod eno mizo sedi, mamica, tukaj sem. Točno to sem jaz mislil, da je malo okužil, zato da ko se ga bo malo dotaknila, bo on umr. A ja, tak. To. Aha. Ja, sej bi bilo boljš. Ja, mislim, da je bilo boljš. Čeprav, mislim, jaz sem bil happy za zaključkom, ampak itak je to bilo. Ampak zakaj bi moral umreti? Če bi itak že jih ne bi mogel več videti, to bi bilo strašnejše od smrti. Meni se tudi zdi, ta ultimativno maščevanje je bilo nikoli. Našel sem družino in jo izgubil. Točno to je, nikoli več ne boš do njih. Ne pa, da potem tam čaka pač tiste rakete. Actually ni mogel več priti, ker je bil čez zjeban, ampak... Pa ne, lahko bi vseeno zvizno. Lahko bi vsaj plaval, no. Da bi se niti potrudil, se ni, dajmo se priznati. Vendar le imel še podmorenco noter v kleti, no. S krokodilom. Ja, ki ste mu jo pustili. Ja, točno, ja, z avionom /podmornico. Ja, ker je bila samo za 2, unih je bilo pa več, pa zato oni niso mogli pobegniti, ker pač punčka je že bila preveč za uno podmornico, očitno. No, jaz bi tukaj omenil, da mene je koncept te zgodbe malo razočaral, v smislu, ker se je zelo vrnilo nazaj na te predkregovske bonde, ne, v smislu, bad guys za zelo slabo motivacijo, ki bo zdaj, ne vem, želel
pol sveta fentati, zakaj že ne vemo, ampak pač on bo to prodal. Ta najboljših so actually vedeli, zakaj hočejo. Moonrakerju je hotel recimo tip novo raso. Moj point je, da se mi zdi, da tako kot so začeli z nekim revengeom, če bi oni vse pogledali, The Man with the Golden Gun, pa bi rekli, kao leta imaš enega, ki furat uživa v ubijanju, pa kao hired gun, neka fora, kao, pa imaš neko orožje, ki je na mesto zlate pištole, zdaj pač nek nanovirus, pa se greš na to foro, pa maščevanje noter upleteš, to je štof, stari, to je dober štof, ne? Tak pa ne, zdaj imaš nekega Hansa tam nima pojma, koliko bo zaslužil. Mislim, ali pa če bi vsaj identificirali neko skupino ljudi, ki jo on hoče ubiti, pa zdaj, je ta skupina politično korektna ali politično nekorektna, no najbrž ni nobena skupina politično korektna, ampak recimo... Da bi blondne ljudi, recimo, no? To bi imel Bonda pa njegovo familijo cela. Ja. To bi se mi zdelo še kar logično. Čeprav moram pa reči, da meni je bil druga tema oziroma uvink, ampak všeč mi je bil pa ta del z Ano de Armas. To se mi zdi, da je bil tak tipičen bondovski, starinski bondovski del, kjer je bilo pač zabavno, pa spet over the top, pa ona je super očitno nomen estomen, ne, de Armas. Meni se je to dopadlo, sem tudi potem bral v enem review, ne vem točno kje, zelo vredo, zakaj to deluje, da ona zgleda točno tak kot tipična Bond girl, tista, s katero spi na nekje polovici, pa potem jo po možnosti umre, ali pa pač gre on dalje. Ampak on ne spi z njo in ona prefuka vse v prostoru in je totalno carsko. Ker te preseneti vseeno, pa res je dobro. Ona, no, pač dobro je igrati neumno, plehko pičko, ne, v resnici. Samo itak je fake out, ko ona bi to reče, no, mogoče sem malo dlje trenirala, in tudi zgleda tako, ne. Mislim, da nasploh ženski liki tlele, zdaj minus družine, ne, da to postim ob strani, so mi zelo zanimivi, ker dajo, vse so stranski liki, itak je Bond v središču, ne, ampak se mi zdi, da v bistvu je tudi nov 007 plus Armasova, dodatek kao tak dober komični dodatek, pa malo je tega jebanja v glavo, pa podrkavanja, pa napetosti, pa so lep komplement temu, ker ponavadi so pa res zelo podrejene vloge. No. Tle pa je bilo mogoče malo bolj dinamično, se mi zdi. No. To se strinjam, mislim, da so to novo 007 v bistvu dobro izbrali in kar dobro napisali. Imela je neki čist duhovitih izjav, in pač pol seveda reče, no, ti si pravi Bond, ne, ti si pravi 007, ampak vseeno pa se mi zdi, da ima malo več mesa, tudi dobesedno, ki pa mogoče kakšne druge. Mislim, v osnovi so to naredili v pripravah na naslednjega Bonda, ker obvesli Lashana Lynch bo del te zgodbe, ne bo pa ona glavna junakinja. In so morali njej zdaj nič 7 zeti, da bo kdorkoli bo James Bond. Misliš, Ja, mislim, definitivno ne bo Lashana Lynch. Tudi jaz mislim, da ne bo. Mislim, da po vsej verjetnosti Barbara Broccoli, jaz sem pogledal en dokumentarec o Craigu, zdaj glih, kaj na HBO prišel, in je ona, ko razlaga, tale pač, ki je lastnica Ion Productions, ki ima vse to prek, ona točno ve, koga hoče in potem je stvar pač v tem, če ga prepriča. In Craig je bil njena izbira, ni bilo audicije sploh ali karkoli. In je v bistvu bilo samo v tem, da Craig ni htel nekaj cajta reči, ja. Ampak, tako da ona po mojem ve, kdo bo, dost ziher bo to tip, vprašanje pa je, kdo bo. Zdaj pa Lashana Lynch ali na neko drugo vlogo bo dali, bo njegova partnerka zraven ali karkoli. Mislim pa, da če so pametni, bo pa Ano de Armas dali kot neke vrste novega Felixa. No? Mislim, zakaj pa ne? Ja, seveda, zakaj pa ne? Tudi jaz mislim, da ne bo ženska
Kdo pa mislite, da bo torej obvisli, da pridemo do tega? Jaz moram reči, da pač pričakujem, da Jure Godler kmalo dobiš klic, da te gospa Brokoli pokliče. Ja, jaz ne mislil, da bi Henry Cavill bil, ampak on je takoj rokavico v areno vrgel, da je rekel, da bi rad bil zlikovec. Ja. Tako da očitno ne. Ker pač British pa zelo bel, pač, ker očitno po anketah mora Bond biti bel. Ja, mislim, Ja, tako kot bo. Če že ne more biti Idris Elba, ne. Ja, če že ne. Če že Pa ne bi ga more tudi biti rad Idris videl, ne, Elba, ampak, ja, ja. jaz bi bila zelo zadovoljna, ker on pa ima namreč karizmo. Ja, Točno to, on pa ima, če kdo gledal Lutherja, vidi, da lahko nabuta vse, ampak če pa si gledal The Wire, pa razumeš, da lahko tudi zelo mirno, zelo strašljivo, zelo prepričljivo, kaj pove pa še na ekonomijo, se razume. To je glavni terorizem. Ampak drugače pa mogoče, ne vem, jaz si mislim mogoče Tom Hardy. Aha, to sem jaz On se mi ne zdi To smo zadnje čase zasledili, a to informacija ker bila se mi zdi, da je pač nekako bi bil dober naslednik te robate možate, ampak se mi zdi, da v nasprotju z Danielom ba on neki več senzibilnosti. Recimo, jaz mislim, da Daniel Craig ne bi bil zmožen tazga filma Kaj Lok, ne vem, če ste gledali, ker se on sam voz pa uro pa pol govori, pa sam s tistim glasom nekako vsa ta čustvena stanja nekako zna povedati. Tako da se mi zdi, da ne bi bil slaba izbira. No? Fak, veš, kaj sem si zdaj zaigral v glavi? Sliko Daniel Craiga na mesto Mad Maxa. Malo govori, če pa bi bila, ker si pa lih pri Mad Maxu, če bi bila ženska, bi bila pa seveda lahko še Listeron, ker v Atomic Blonde je pokazala, da nima problema, ne s pretepanjem. Plus Južna Afrika še vedno nekako sodi v Dominion, tako da je spremljiva, ker Američanov ne bi dali vloge, ne? Ampak mislim, da pa... Saj ste razumeli, zakaj bi te franšize ne razširijo zdaj. Onkraj 007 na 008 pa 009 ali pa vse tako samo 9 cifr. V bistvu... A veš, kaj bi lahko šel na... Zdaj je vprašanje, kaj bo s tem, ko je Amazon kupil MGM, ki ima pač pogodbo z Ion Productions, ampak Barbara Broccoli ima točno idejo, kako morajo stvari izgledati in to je, da Bond filmi vsakih par let z ogromno product placementa pridejo v kino, potem pa je vse ostalo. Tako da, ja, posledično, ker pač je product placement to pot zamujal, oziroma je že ven prišel, je kar problem, ne? Ker recimo danes ne morem biti z James Bond aftershaveom odišavljen, ker jih ni več. Sem pa kar precej, jaz razmišljal, kdo bi lahko bil, ne? In jaz mislim, da ni nujno, da bo bel. Mislim, da Idris ali pa Tom Hardy, če bodo katerega od njih od dveh izbrali, ona dva sta malo starejša. No, Idris mora biti kar precej starejši od Toma Hardija. Tom Hardy še ni star. Koliko ima Tom Hardy? Mislim, da sta enih 5 let na razen nize nekaj. A samo? Ampak stvar je v tem, da če bodo njih dva izbrali, bo to eden do 2 filma samo. Zdaj vprašanje, ali bodo probali nekako malo presekati, pa potem poiskati nek malo drugačen koncept, ker ta dva sta zelo v tem stilu. Ne? Če bodo pa iskali mlajšega, pa mislim, da imata ful možnosti Riz Ahmed pa Dev Patel, ki sta oba super igralca. Dev Patel tudi obvlada martial arts, Riz Ahmed obvlada bobnanje. Absolutno pride prav. Tako da mislim, da bi lahko to šli. Drugače pa, če bodo belce, Spider-Man, katerikoli, če se hoče iti, da je Bond čist na začetku karijere, je lahko Holland Garfield, je tudi odličen igralec. Potem po eni strani, po mojem, mislim, da si tudi Christian Bale želi biti Bond, ker mislim, bil je že Batman, bil je že full stvari, tako da John Connor, tako da mislim, da ima eno tak na mizi doma, kaj je še treba odklukati. Jezus Kristus, Mojzes je že bil, Jezus Kristus še ni bil. Tako da to tudi mislim, da so opcije. Drugače pa ja, če pa bi žensko izbrali, pa mislim, da tudi Charlize bi bila po mojem najboljša opcija. Ja. Čeprav če gledaš Charlize, ki je v bistvu naredila Furiozo v
potem pa dobi furijo za svoj film in naj to Charlize, ne, to bo ena mlada smrkla, ne. Ja, ja. Mislim, pač, tako da mislim, da imaš zelo prav, da sta mogoče oba dva prestara. Ja. Sem pogledala 77-letnik je Hardy, ja. Hardy pa 72 Ja, 5 let. Idris. Ja, Ja. Tako da mogoče sta v bistvu oba dva prestara. Ne? ja, ja. Tudi Tom Hardy. Jaz sem To je tako 82, žalostno. a sem jaz tu že mejno Bond. Ni časa za smrt, kaj smo. Ni cajta umreti. Ne, jaz bi bil za bolj kakšne manj klasične Bonda, recimo Benedict Cumberbatch, recimo bi se mi zdel sjajen Bond. Interesting. Pa lahko bi se vrnili pač k malo bolj vohunskemu, malo manj pretepaškemu, bolj brainy Bondu. Ampak, a veš, še obstaja to, a je sploh to še možno? Vse to je dobro vprašanje, ne, kaj je sploh možno v bi lahko tem. bil. Hiddleston, recimo, ja. On si je zelo želel, ne? Ampak potem se neki ni dobro slikal tam nekje z nekom, pa je odpadel. Kaj pa je datal Taylor Swift, I guess, ja. Ja, točno to. Pa seveda Rupert Grint bi bil meni všeč kot Bond, kar je pa Ginger in bi bil to Ginger Bond. Po blondnem Bondu, jaz mislim, da si zaslužimo Ginger Pa Bond. škotskim naglasom. Ja, Mislim, to je iz Harryja Potterja. Ja, ja. Ja, mislim, ampak če bi že nekoga iz Harryja Potterja vzeli, Ne. bi morali vzeti Hermiono. Kaj pa Ewan McGregor? Je pa On je star, pa čist ko svet. prestar. po moje. Samo zgleda ful mlado. Samo zgleda pa ful mlado. Drugač bi bil mogoče Michael Fassbender, ne še. ja. Fassbender je irc sicer, ne? Ta. Zdaj le po Brexitu pa res ni v redu, ja. Ne. Pa na pol triki, Nemc, ta triki, tako da ja. To je problem. Ne, včasih so tudi avstralski igralci bili v opciji, ampak zdaj je nekako dotok se ustavil, brati Hemsworth so zasedli trg. Pa mislim, da Hemsworthi niso primerni. Ne. Novozelandskih pa tudi ne, kaj te Ika Waititi bi bil super Bond, če bi delali spet parodijo. Ampak ja. O, to bi jaz gledala. To bi itak bi gledal, ja, itak. Absolutno bi gledal. No, čeprav mislim, da naj bojo izbrali ženske, torej Jane Bond, pa mislim, da bi znalo biti, da bojo režiserko zbrali. Kako Emerald Fennell, ki je naredila Promising Young Woman. Če jo nekdo nauči akcijske scene delati, mislim, da napetost pa te stvari zna zelo vrejo zgraditi. Andrea Arnold je super režiserka. Možno pa je seveda, da bojo šli pač easy way out, pa dali človeku, ki je hotel prevzeti, in to je Christopher Nolan. Ampak hočemo Nolanovskega Bonda. To bo pa res zapletena štorija. Ne vem, če je to pot, ne. Ampak saj da se zopet vrnem nazaj na vprašanje, kakšen bi pa bil res post-kregovski Bond. Mislim, zgodba me zanima. Veš, ker zanima že več vohunka, kaj sploh še vohunka pomeni, ne? No, jaz se to je tisto, kar sem jaz že prej na začetku spraševal. Se tudi ti njegovi gadgeti so danes tako. Pač kaj nas zdaj bi on res mogel imeti, ne vem, iz svinčnika bi se sestavila raketa ali ne vem kaj. Ja. Ker, a veš, večina teh gadgetov je precej obsolit, ker imaš te ene stvari, s katerimi dokaj zlahka. Ne? Tudi vohunjenje se seveda v cajtu face recognition totalno spremenilo. Ne? Kako hitro ti rabiš nekoga najti, ga pač najdejo te tajne službe, ni problem, razen če je očitno v afganistanskih hribih, ampak ne more se zdaj vsak Bond dogajati v Afganistanu. Ja. Najbrž rabiš pol svetovalce iz Mossada. Ja. Zgodbo. To pa lahko imaš Gal Gadot, pa je. Ja. Ojoj. Ne vem, mislim, to se sprašujem, ne, v bistvu, če je zdaj v takšnem svetu, ki je v bistvu bolj ogrožen zaradi cyberkriminala ali pa cybergrožen ali pa recimo državno financiranega terorizma ali pa atentatov ala Putinovskih z Novičokom ali whatever, ne, ali pa kaže nekim plutonijom, kakorkoli, kako se Bond obnaša v takih situacijah oziroma ta Bond lik obnaša v takih situacijah. Čeprav te zgodbe, ki si jih zdaj pojo, to bi bilo vse v redu. Meni so tudi zdi, V resnici je nova Bondjanda Mission Impossible. V resnici je to Torej, edino, kot kar že lahko da Tom narediš. Cruise mora igrati. Teč. Ne bi še tako daleč. Zahteval Tom Cruiseov tek. Ja, ampak to je pač na pol še neka vohunka z nekimi preobrati pa presenečenji. Ne? Ker mene v teh Bondih res tako nobenih preobratov ni več, ne? V štori ni več noč, pač vsi zlikovci so zlikovci in dobro eden ga mogoče ugotoviš, da je ta drugi zraven Felixa je pač the red shirt in je zlikovc, pač, ker je pač edini, ki še ti preostane od dveh, ki sta zraven, če on ne more biti. Včeraj recimo sem ravno pogledal
enega tega si ne morem imena zapomniti, enega z Brosnanom, ki je Michelle Yeoh noter in je Moj sin 90. Ja, Jonathan Pryce je Rupert Murdoch v bistvu kot supervilen, kot še bolj supervilen. In to se mi je zdelo ful. Bomo že natisnili jutrišnje časopise. Poglej, kaj bo v njih. Tisto je tako over the top, ampak nekako v tem stilu. Ne toliko zgolj politično, ne zgolj. Ali pa tudi po drugi strani Moonraker varianta, dajmo pobiti svet, Bezos bi lahko mirno imel to idejo. Ja, naprimer, Zuckerberga, da ga za bad guy, naprimer. Ali pa Bezos. Kaj je z Bezosom narobe, sorry? Čudovit je, On je s to raketo kot penis, malo meni over the top, že za Bonda. Že to me malo over the top. Ja, je bolj že Austin Powers. Ja, bolj Austin Powers, Ampak za prvi film novega Bonda se strinjam, da je nekaj tacga, ki je nekdo, ki ga vidi danes veliko ljudi kot Elon Musk, ki ga vidiš kot neko osebo, ki ga vidijo ljudje kot nekoga, ki svet premika naprej, ampak v resnici pa premika na drugih področjih precej nazaj. Recimo nekaj tacga, pol za naslednje se mi zdi pa dobra stvar, da ima neko osebno povezavo. Zato je bil meni ta GoldenEye tudi všeč, ko v bistvu on žaluje za svojim prijateljem 006, potem pa ugotovi, da je to pravzaprav the bad guy. Včeraj sem pogledal to začetno sceno tudi, ki je bil na Hooverdemu, a to? Ja, to na Hooverdemu v Rusiji. In je v bistvu takoj ti izda, kak Tina Turner začne pet, napiše Pierce Brosnan iz Ian Fleming's James Bond, v glavnih vlogah Sean Bean, ki smo ga ravno kar videli umreti. Or did we? Mogoče pa bo sam flashback. Pesem je še ena stvar, ki si zdaj omenil, Tino. Se mi zdi, da to je bila tudi ena taka velika stvar včasih v Bondu. Je pa sej, mislim, Adele pa tale Billie Eilish sta obe super, vse ostale so bile za nič. Sorry, meni je bil od... Zdaj boš rekel Chris Cornell. Ne, daj mi to. Daj, je bil dober komad. To je bil dober komad. Seveda, da je. Na katerem planetu? Slabši je bil oni od Spektra, ampak to je pa to. Pa še Madonna. Meni je bil všeč. Ne, Madonna ne, ampak ne, meni je bil dober. Ne. Adele pa Billie Eilish. Razumem, kaj misliš. Se ne strinjam. Mislim, ker slab mi je bil naprimer od Jack Whitea, tisti mi je bil beden. Ampak Chrisov mi je bil zelo spodoben. No? Ne. Meni so od zadnjih desetletij, ne vem, ful dobri Garbage, pa Adele pa Billie Eilish. Pa Tina Turner, če gremo toliko nazaj. Rezerviri za eno obot objavo kao top 10 Bond intro muziki. Bom. Ja. Sem ne bo Kornela gor. Pa še pravo z 10. Seveda, kaj bo, Shirley prva. Ok, gremo to skozi, no, top Bond intro muzike. Ajde, Mateja. Ja, obe dve od Shirley Bassey sta super. Mislim, Šina isto, ni pa pač, ker je iz 80s. Ok. No. Mislim, da Tina Turner. Da se popravim, Tina Turner. Z Maribora sem tako, da rečemo Turner. For no reason, David Bowie pa Tina Turner. Ja, ok, Tina Turner in GoldenEye, to je... Mislim, da ultimativno bondovski komad. No. Okay. Ja, to po mojem nekaj, kar poskušajo vsi posnemati. Po Shirley Bassey. Ja. Čakaj, ona je imela kjera komada? Ja, ona je imela ta GoldenEye. Ne. The Man with the Golden Gun. Ja. Pa on ta drug, čakaj, kaj bi pa še boljši. Kaj? Diamonds? Diamonds are forever. Ja. Kaj meni je pa, ampak zdaj to malo... Ne, tudi, dober je, za Kregovsko. Meni je pa Live and Let Die, ampak v izvedbi Guns N' Roses. Ja, Live and Let Die. Ja, sorry, malo za super. Ja, we didn't see that coming, so... Kaj pa tej?
Ne vem, jaz sem pa kar, kaj so Garbage imeli World is not enough. Ja, to je super. Ja. Ta, se meni tudi čez dopadal. Drugač pa meni je ta od Billie Eilish tudi zelo padal v uho, pa tudi ta del, ki je Igor že menil od teh novih. No. Sem se mi zdi, da je pač malo imamo to tudi stereotipno, pač kaj pričakujemo. Bondovskega komala, zaradi tega meni Kornel ni bil to všeč. Jack White je pa itak, to se mi zdi napisal enkrat, ki se je bril vmes, pa neki. Pač on je takrat res začel, tako, to je bilo po razpadu White Stripes in on je takrat začel zelo hitro neke te svoje muske, ki so nobena ne dosega veličine White Stripesov. No. Noč kaj je naredil, ne z drugimi bendi, pa ne sam. Ne. Tako da, ne. Škoda za White Stripes. Ja, uno pa sploh ne vem, kaj že on Sam neki. Tisto je res slabo. Mislim, vsa njegova glasba je meni osebno, jaz bi uvrstil v žanr The New Boring. Zato, ker je pač nova, ampak boring predvsem, ja, je ključna beseda. In ja, to je zelo na nivoju. Kako komentirate glasbo v tem zadnjem filmu? V redu, V bistvu ima take reference na dosti prejšnjih filmov in meni je bilo to všeč. Hans Zimmer je ugotovil, da je to s svojo pompoznostjo pretiraval, pa je probal malo se potruditi. To se mi je dopadlo. Meni je všeč, kako je opletel predvsem na začetku pa na končni sceni, ta italijanska scena z You Only Live Twice, tako zelo lepo prepleteno, mislim, da ni se kregal preveč. Nasploh je pa tudi tako, da s Craigom mi gledamo v resnici, kar je meni zelo zanimivo, izdelavo Bonda, ne, v resnici. Ti zdaj na koncu imaš Craiga kot Moneypenny, mislim, da je v tretjem ali nekako. V drugem ona šele pride pač in je notar, polk ubijajo ženski, imaš tega moškega Ema, ki smo ga pač kao vajni iz prejšnjih, ne. Pa zdaj dejansko res se vidi, da Bond koda začne na pol že malo uživati v svojem jobu, ravno zaradi teh humorja pa tako, prej se je pa nekako lovil in ravno ko pride do tega, mora umreti, reš. Bogi. Ja. Koliko se vam je pa zdelo prisiljeno, ko tale Lashana Lynch, onemu reče, you know what time it is, time to die. Ja. Ne vem, jaz sem nisi razumel, zakaj ga je sploh vlačila sabo. Ukaz je bil jasen, najprej morata tega vbiti pa unga. To je bilo vse. Ona pa ga neki vlači, zakaj te vlači sabo? Mogoče se šele kasneje spomnila, da jaz imam license to kill, ne? Veš kaj je mogoče, ko je menjala številko, ker nima več 007. Mogoče. Je zgubila, pa je ta birokratska napaka prišla. Ja, samo vem, samo ne moreš pa tudi kao tega humornega lika kao fintati prehitro. Ja, on je pa tale obručal. Ja, je bil kar funny guy, no, moram reči. Ja, tako kot se Rusi ponavadi v James Bondu, ne, the funny guys. Prva so sicer the evil guy, ampak res. Ja, vse tudi to je funny na svoj način. Ker poskušajo, še zmeraj se trudijo. Kar se teh callbackov tiče, mislim, callbackov, tako si ti rekel, ne, pač ta, da naslov povejo noter, mislim, da to tu pa tam se pojavi, ali celo prvič tlele noter, se ne vem. GoldenEye je pač ime tistega satelita. Casino Royale je pač Casino Royale. Ja. Tam dogaja v Karlovih Varih, oziroma v Črni Gori. V Črni Gori, ja. Ja, ampak posneto je v Karlovih Varih. Tle meni cool, v bistvu tako, kako so v bistvu Aston Martin nekako ponudili, ne, v oni dirki, ne, noter, pa potem, ko streljajo, se mi zdi, da je v bistvu tako zelo na nov način ali pa drugačen način kao uporabljen kot pa v večini Bondov. Ali ga razfuka. Mislim, malo bolj hardcore se mi je zdelo. Ne. Pa še ena scena mi je bila zanimiva, kot to, da se v bistvu gradi Bond, tisto, ko se obrne. A veš, v onem hodniku, ki je okol, tako kot je ta uvodna špica, kjer pač silhueta Bonda pride. Pa tudi ne vidimo, koga je pihnil, nekako sam pač, a veš, sam... Ja, se obrne pa strelja, tisto je bilo dobro. Ker to smo pa tudi prvič zavideli, ker nikoli nisi štekal tako, zdaj pač to jaz štekam cel, pa tako, ne. Tako. Kako pa gledate na Bonda kot na... pač izraz kolonialnosti britanske družbe in kam lahko gre to naprej. Imamo čas. To zdaj na koncu prešporo po 1 uri. Ja, lahkotno vprašanje za konc. Ne moreš s tem začeti. Mislim, predvsem je pač ta njihov ekscepcionalizem in njihova tako neka, rekla, privid grandioznosti tukaj zelo očiten. Imam na liniji Američane, Ruse, vsi čakajo.
Noben ne čaka Britancov, kar se je izkazalo zdaj v Afganistanu. Niti vprašali, niso niti pogledali, niso v njihovo smer. Mislim, tak zanimiv portret, predvsem ta jamajška scena se mi zdi zanimiv portret. Ja, itak, veliki beli moški ima tam uiber hudo bajto ob plaži, ne, levo, desno, ampak pol pa ga nafuka čist na izi zaradi ene lokalne bejbe, ki ga vzame na vespo, mu tam samo en kabelček preštrika, pa veš, kao ga ima totalno v malem prstu. Tako da se mi zdi, ko ti rečeš britanski, kako že, ekscepcionalizem, a je tam? Meni se zanimiv komentar na to zdel, mislim sploh, če bi igral nekdo, ki ni pevc, zdaj Bonda, kako bo to izpadlo. Ker se mi je zelo zanimivo, par delov nazaj v Tedu Lasu, ki je bil božični del, izjavi tist, ki je iz Nigerije prišel, da tako, Božič me vedno spomni na, pa potem on je angleške, ga je povabil na zabavo, reče na dom, ne? On reče ne, na imperializem. Okay. Tako da mislim, en kup takih kulturnih, eno kulturno širino bi lahko Bond vnesel, če že gre. Ne gre to ne gre. Veš kaj, Bond je vedno tisti jet set, metropolit, vedno se je tako izkazoval z oblekam, on je oblečen isto, kamorkoli pride, ne? On je onkraj kulturen, v tem smislu, ne? Nadkulturen. Kar je nekaj, ta vrsta oblačil in vse to je nekaj, kar je britanski imperij postavil. Se popolnoma strinjam, ampak hkrati ga to postavi popolnoma izven časa pa stika z realnostjo. Se on, ko potem se mora infiltrirati, mora prevzemati kao ali neko full hudo plastičen shit masko, da se uplete noter, ali pa popolnoma ordinary ratat, da ga ne prepoznajo. In tudi v tem nočnem klubu, ki je bil tukaj pod hudimi neonskimi lučmi in ne vem kaj vse, da ga ne prepoznajo. Tako da v bistvu on se sramuje, ne? Recimo temu. Deloma se sramuje te britanske izjemnosti za to, da sploh lahko kao penzijo uživa. Štekaš? Pa to se vprašam, kako huda penzija mora biti, da se lahko sploh prvošiš tako bajto. Ampak ja. Mislim, da na tistih otokih moce ne. A je, moce. Za angliško penzijo. Mogoče. Ker fura obupan džip. Pa najbrž imajo itak že, veš, ker državno zemljo zakupljeno z Angleško. A ja, ali pa to. Pa kaj pa je, mislim, se bi bila zanimiva tema za razdelati, samo Bond nima cajta za to. Nima cajta, ja, no time to deal with critical race theory. I guess. And imperialism. Ja. Mislim, drugače pa vsaj tacga odkritega rasizma ni bilo, kakor pač v starih časih, kjer je Sean Connery rekel Johnny Weissmullerju, pojď mi po čevlje, ali obuj mi čevlje, ali zavež mi čevlje, ali ker mu, ne vem, če ni bilo Dr. Noja, mogoče to. Ja. V enem teh mislim, ker je bilo tako odkrito rasistično. Ja. Sej, tega je bilo kar dosti. No, res pa, da to najbrž je bila ena manjša stvar, ker glede na to, da je bil tudi posiljevalec, pa ni, kaj še, bo rasizem zraven. Ni, se to je to fora, ne, Bond je res rezultat oziroma lik svojega časa. Ne. Ampak, a veš, ta anahronizem prepoznajo že v tem mojem najljubšem GoldenEye, mu reče, ti si rasističen, mizoginističen dinozaver, ostanek hladne vojne. Se pravi, že takrat so se zavedali tega. Se pravi, ni to zdaj problem s temi zadnjimi, ampak pač že desetletje nazaj so razumeli, da Ja. to nikamor ne zgleda, sam so vse tako naredili. Ja, ampak na nek način pa tudi se mi zdi, da je v bistvu velika hiba, ne, oziroma velika prepreka, po katero bi mogel vse mislim, da po pričakovanjih, ki jih je moč zaslediti, kao ne Bond preskočiti, ne, zato da bi, ne vem, no Bond, se mi zdi, ne. Ker to zdaj vsi, oni so kampanjo, to bomo omenili na hitro, ne, kljub temu, da nima veze z filmom, ne, ampak kampanjo so zastavili leto dni nazaj, že z tem načinom kao post Me Too Bond, pa se mi zdi, da ni, ker itak je fake out, se meni zdel, vse skupaj, kljub temu, da so liki, tako sem že prej omenil. Hčerko ima, tako da zdaj drugače gleda na ženske. Ja. Kako te tega ne veš? Ampak edino stvar, na kjer je ponosen na teh hčerke, je, da mu njegove modre oči. Ja. Razgleda točno tako kot on. Ja, pa da ne jezika nazaj, ko mu Ja. jabolko lupa. I guess. Ne, ker folk se
sem bral, da Fox se je zgražal nekaj okrog tega trailera, kjer je očitno tale nov 007 jezika nazaj, ampak itak je v filmu to zelo drugačni konteksti pa tako. Pa se tudi potem sprašujem, a bi novega Bonda sploh lahko senzibiliziral na ta način, veš, ker Bond vseeno fura neko določeno špuro britanske nesenzibilnosti, sam tak izrazil. No? Ne mislim do žensk ali pa do drugih, ne? Ampak tako, nasploh. Do vsega. Ja, do vsega, v bistvu, res, ja. Pač, jaz tudi mislim, da kao License to Kill ti da neko, rečemo, odpustnico, da moraš biti kot nek doktor, ki moraš biti nesenzibilen, da lahko praviš job, ne. Kao, se to je bil tudi določen log pri parih zadevah, ne, pri parih filmih, predvsem pri Craigu, da se moraš odlepiti, da opraviš job. Ne? Ja, no pa seveda zapeljevanje je bilo v vohunstvu, recimo, če smo pri odnosu do ženske, bilo vedno del pač tega pridobivanja informacij. Ja, ne? Tega pa več nima, ne? Ja, zdaj pač... Ne, vse to je še z Moniko Bellucci, je spal v Spectre ali Skyfall, ne vem, kjer je bila, ampak ja. Točno s tem razlogom, glej, mož ti je umrl. Kar sem ga ubil. Kaj delaš? How you doing? Ena taka lepotica, kot Monika Bellucci, bi mogla biti hvaležna, da jo nekdo njenih let sploh pogleda. Ja. Nekaj mene bi pa zanimalo, kao, če je Bond res, to je tak hardcore teorija, ali pa scenarij, recimo temu. Če je Bond res pripravljen vse narediti for Queen and Country, ne? In da pač mora pridobiti informacije od nekoga in da pač ta informacija pri geju, ne, a veš, a je pripravljen tako daleč, da bistvo kao greš. Vse, ko ga mučijo, on spol... nekje pove, da pač, kako pa veš, da nisem spal z moškim ali nekaj takega. Ja, no, to pa zanima, če mislim, bi. To bi meni bilo zanimivo videti, naprimer. Gay Bond. Gay Bond. Ja. Zakaj pa ne? Why the fuck not? Se tudi Q-a, to je, mislim, da ta kreten na YouTubeu, Critical Drinker ali whatever, ne vem, se nima veze, ker tak zanimiva fraza, oziroma ena stavčica, ki jo Q vrže v temu filmu, kao, ne, čakam, tipa, ne, kao, ne, ja, Q je gay, ok, nimam problema, sploh nobenega s tem, ampak izrečeno je na točno takšen način, da lahko za kitajski trg hitro to veš, v postu zamenjaš kao nju, ali pa kakorkoli, da bo korektno, pa tako naprej. Pa čakam, pika. Ja, naprimer, ne, kao, ne. Vse to pri dubbingu tam se spremeni, vse te stvari. Čeprav to, kar si je vprašal, se mi zdi sicer zelo zanimiv. Po drugi strani je res to ikoničen lik, ki ima nek vpliv na zgodovino pop kulture. Se pravi, se razume, da si ljudje želijo nekako, ker nekaj projicira. Ne? Pa jaz mislim, da najbrž obstaja neka dobra, srednja pot med tem, ker se ni treba, da je Bond didaktičen lik, ne? Se mi zdi, da je zdaj neka grozna potreba potem, da bi bili liki preveč didaktični, neka nova potreba potem, da liki niso rasistični. Meni liki so, mislim, meni ljudje so rasistični, ne? In ni nujno vsak rasist kaznovan na koncu filma. In zato, če rasist na koncu filma ni kaznovan, še ni slab film, ne? Se čist strinjam, ker to zanimivo mi je pri tej debati, tako kot predvsem pri Bondu zastavljeno, ne, ali mora biti popolnoma klasičen, ta mizogin, napol britansko imperialistični rasist, ali pa si želijo od njega nekaj, kar Bond ni, ne, da je nekaj novega, pa da ima ta priimk, pa da ima 007 in da je pač kao obdarjen za vsemi novimi senzibilnostmi, ki jih mi vsi delimo, pa tako naprej, ne. Pa ne vem, če se mi zdi, da nobena od teh poti ni pravilna, ne bi ga zdaj v kinu pa rekel, ok, konc, ne, pustimo ga tam, kjer je. Sprašujem pa, kaj bi bil, no, mene zanima. Zame je, povej mi dobro zgodbo. Povej mi dobro zgodbo, prepričaj me, da ti liki so videti kot ljudje v tem svetu, ki je lahko čist izmišljen, je lahko čist nerealističen, ampak da v tem svetu je ta lik prepričljiv. Pol pa v bistvu so vse možnosti odprte. To mi je ful všeč odgovor. Cool. In pol pride Rami Malek. Kaj vam je zapovedal? Za svoj motok. Ja. Ampak on je natančno dober primer tega. Pač ni dobre zgodbe, nima dobre zgodbe, nima dobrega ozadja. Ne? Ni nas prepričal s tem,
kdo je in kaj hoče. Ja, to glej. je bil že problem z Valcem, ki je še boljši igralec za kaj takega. Zgodovina pač ni prijazna do ljudi, ki igrajo Freddija Mercury. What the fuck? Tako pač je to. Koliko vem na zadnjega, samo en igraš, ampak Ja, mislim, da smo prispeli nekako do konca, da smo povedali približno, kar smo hoteli. Skratka, čakamo novega Bonda, ne vem, kdaj se bo to zvedlo. 22 bojo povedali, kdo je. Enkrat pomladi, I guess, so že povedali, Imajo da prej big ne gender bojo. reveal party. Ja. Ne vem, kakšne Pa da blue. Zelo tako narobe, kot v Kaliforniji. Ja, bom pazil. Stavnice so pač Odprte. v Angliji vedno, pripravljeni staviti na vse. Tudi na to, da bi bil on Damien, kaj je že. Louis? Ja. On je bil full cajta frontrunner tega. Damien Lewis. Wow. Ja. Mislim, da je za malo prestar, pa Steve Verjetno McQueen je res. že igral, tako da je dal to skozi. Aha, ok. No, jaz dam svojih 100 evrov na Godlerja, še zmeraj. Jaz mislim, da bi si Jure zaslužil. In veš, kaj ti bi rekli angleški stavničarji? Samo funte sprejemamo. Post-Brexit šala. Euro trash, veš. Mito je vseeno obljubil Star Trek kotiček, čeprav pravi, da se bo epizoda ponovila. Ja, v Mito. bistvu v Star Treku imaš zgolj direktni bondovski nagovor na epizodo Deep Space Nine, Our Man Bashir, kjer na holodecku naš vrli dr. Bashir igra lika Bonda. To epizodo pa sem že omenil v našem Sean Connery epizodi, torej Sean Connery. Kaj pa, mislim, nasploh Kirk kot neke vrste Bond? I guess, da bi lahko bil. Mislim, je dosta nalog temu. Ja, lahko bi se o tem pogovarjal, samo Kirk, kljub temu, da ima dosti teh mačističnih, toksičnih priteklin, je pa tudi veliki diplomat, kar pa Bond nikoli ni. To je res. Da... Ja, prej sem pozabil še enega favorita omeniti, Henry Golding, ki je v Snake Eye, ima glavno vlogo, pa ki je bil v Crazy Rich Asians. Je British, uglajen, karizmatičen, does martial arts, mlad je pa Asian, pa handsome. Kdo pa je špilo, evo, zdaj pa smo še eno ime dodal, kdo je, pa samo ne vem imena. Kdo boš ime, ki ga ne veš, lepo. Kdo je špilo onga Elton Johna v Rocketmanu? Ta mali iz... Rockwell? Ne. Kaj že? Ni bil Rockwell. Ne, eno hecno ime ima. No, kaj pa ta? Ja, že vem, ja. Kaj pa ta? V onem vohunskem je bil že. Je tudi v stripovskem, ja. Kingsman. Kingsman, ja. Ja. Kaj No, pa on? ja. Že No, je mali, ampak ok. Ja, se Tom Hardy tudi pizda. Tom Hardy je mali. O ja. Tom Hardy je 162, če se motim. To ni moteče. Me veseli, da to slišite. Vseh mojih 169 cm se veseli. Toma Cruza, poglej, no. Ja, Tom Cruise je tudi patuljak. Cameron Cowpert White, whatever. Kdo je to? A je tako? Ne, to ni on. Ne. Ni to? Ne. Rocketman? Pa tudi Robin Hood je bil. Taron Egerton. Ja, Egerton, ja. Ja. Okay. Ki je bil tudi Robin Hood. Tudi. Ja, tisto je grozen film, jaz sem ga gledal malo. Je slab. Zelo slab. Nisem mogel gledati več kot 10 minut. Ne, mislim, King Arthur je tak milijonkrat boljši film od tega Robin Hooda. Tisto je za Oscar. Ne, ja, to ni gledljivo. Ja. Ok. Skratka, rubrika, kaj gledamo, beremo, poslušamo in špilamo, se opravičujem. Mateja, ti si seveda kot gostja prva na vrsti, da poveš, kaj si v zadnjem času lepega videla, prebrala, poslušala, špilala. Jaz trenutno gledam Vigil, to je BBC-ova serija.
napisal, mislim, da nekdo, ki je napisal sicer neke manjše stvari, Tom Edge se mi zdi, da mu je ime, ne poznam ga drugače, ampak serija je pa super. Je taka kriminalka, ki se dogaja, ki ima te politične konotacije, to brexitovsko, dogaja se namreč na jedrski podmornici večina. Aha, to je to, ok. Ja, in zame je še posebej super gledati, ko pol gledam in iz Game of Thrones, iz Line of Duty, Okay. Je, dosti teh a ne igralcev. delate tega, vaš čas, da gledate igralce, da skozi No, ja, to je itak, kje ja, so ja, bili, ja, kje ja. si jih prej videl, koga, Podrik, poglej ga, Podrika iz Game of Thrones. Podrik na podmornici. Ja, na podmornici sej pije. To sem jaz tudi hotel pogledati, ja, ker smo delili trailer in mi je bilo zelo Zaenkrat sem zanimivo. pri tretjem delu in zaenkrat je še super mi, tako da če ne sfižijo stvari, zelo priporočam. No, okay, fino. Drugače sem pa Line of Duty, ki je bila zadnja sezona, mislim, da je bila v začetku letos ali kako že. To je Godler, zadnjič omenil tudi. Ja. Sem pogledala vseh 6 sezon zdaj, vse dele naenkrat še. In moram reči, to je ena najboljših serij v zgodovini. Dva dosta zapored. To je to bomo najboljš mogli pogledati, napisan. Svet se deli na ljudi, ki obožujejo to serijo in ljudi, ki je še niso gledali. Ok. To vam povem. Mi smo oni, ki je Res. še nismo. Glejte, Je glejte, na res. pretočniku? Ne vem. Ker te vsi hekajo, BBC iPlayer. ali ko- Tako zgleda, ja. No comment. Kar pojdi dalje, ja, prosim, še nekaj si prebrala, vidim. Ja, drugače trenutno berem strip o Johnnyju Cashu v slovenščini. Reinhard Kleist, ali kako je človek, ki je to narisal. Narisal je hkrati, ko so posneli Walk the Line, se mi zdi. Tako da je mal v ozadju stov, ampak enkrat se mi zdi kar zanimiv, sej ni taka dolgo branje. Je v slovenščini, tako da priporočam. Drugače sem pa prebrala še to knjigo o This is going to hurt, Secret Diaries of a Junior Doctor, in je nekako mi tudi zanimiva stvar, je sicer pač o angleškem NHS-u, bi se mi zdelo pa precej zanimiv neko tako skrivne dnevnike slovenskega mladega zdravnika prebrati. Aha, Tako da, Drugače je tole tudi v slovenščini, pod naslovom Tole bo bolelo. a res. Ja, tudi druga že njegova, mislim, da je v A res, slovenščini. Ker že ima novo. Adam Kay je Adam ta Kay, človek, tako, ja. Aha, jaz sem jo kupila prek Kindla, tako da pač sej, natančno to je tudi stvar, ki ima človek Kindla, pa tiste knjige kupuje v angleščini, pa tako slabo bere v slovenščini. Pa še denar daje slabemu človeku. No, pa z raketo stičem. Ja, glej. Izgleda kot tiš. Ampak Vse vesolje je lahko šel zaradi tebe, no? A ni to Ja, lepo? glej. Se ne počutiš del tega velikega podviga? A veš, majhna je knjiga za človeka, ampak velika raketa za Bezosa. v bistvu se zdaj malo slabo počutim. Ampak ne, glej, dejstvo je, da ti si dobila to knjigo ceneje, kot bi drugače, s čemer si prikrajšala avtorje. Še boljše, Igor. Lepo. Zelo lepo. Tebe. To je guest bashing, to je nova zadeva za nas. Se jaz tudi kupujem znižene knjige na Kindlu, tako da ja. Še hvališ se s tem. Ja. Igor, kaj si ti, Mateja, še kaj si se še česa spomnila, da ti ne bom vzel prehitro? Ne, dajem besedo Skratka. naprej ljudem, ki dajo pravi delež avtorja. Ja. Tako, no, skratka, Igor, kje si ti, kaj si ti legalnega pogledal in prebral? Ja, povsem legalno gledal Passport to Pimlico na Netflixu je, ful priporočam, to je film, ki sem ga videl na TV-ju že dostkrat kot otrok iz 49. leta je. In je noro smešen in še vedno deluje. Gre se pa za povojno Anglijo, London, tam vsi imajo tele neke
rations na bone, samo lahko dobiš hrano in druge stvari, vsi so full brez vsega, vse je razturjeno, ker pač zbombardirano še. Zadnjo bombo aktivno še, ki leži, detonirajo. Aha. In se najde tam ena votlina, ko tisto bombo raznese, in v tisti votlini odkrijejo full zgodovinskih dokumentov, ki dokazujejo, da tisti pač četrt, tam par bajt, je pravzaprav Normandija, ki jo je nek pobegli nekdo, ki bi moral na bojišču umreti, ki so zgodovinari do zdaj menili, nek normandski kralj, je v bistvu pobegnil in je dobil od angleškega kralja tam in je tam zdaj Normandija. V glavnem, oni ugotovijo, da so svoja država, da ne rabijo nič tega red tape si iti, tako zelo dobra analogija za Brexit. Okay. In potem pač jim oni zaprejo in potem najprej pridejo vsi prodajati tja, ker je kao druga država in lahko tam za cash prodajaš, ne rabiš samo za bone pa odmerke pa to, ne? In vsi jim napolnijo bajto. Potem pridejo Angleži, pa jim policija pa jim naredi dejansko mejo okrog, pa morajo oni pač carino plačevati za vso hrano, ki jo vozijo in tako dalje. In v glavnem, en kup lušnih zapletov je zelo taka... Na Netflixu. Okay. Zelo pristna komedija angleška. Cool. Iz 49, ko sem rekel, ful dober humor. Nujno podnapise vklopiti, ker govorijo kokni in govorijo. So besede, so fraze. Prvič sem jih slišal. Okay. Priporočam. Prebral sem knjigo Trump, da naredim si malo reklame v sredo, torej jutri. Glede na to, kdaj bo to predvajano, v Kranjski knjižnici zvečer vodim pogovor z Jernejem Dirnbeckom o njegovi knjigi Trump. Trump kot... T-R-A-M-P. Jernej Dirnbeck je pevec skupine Midva in ta knjiga je taka hudomušna kriminalka o dveh tipih, ki se jima ne da delati in ugotovite, da je varianta kriminal, ampak večina kriminala ali zahteva delo ali pa je nevarno. Nikoli zato... To gleda kriminalca, da se ima niti kriminala ne ljub dela. Točno to. In se odločite, da je ugrabitev in odkupnino dobiti to edina varianta, kjer je dost safe in boste testno najprej nekoga random ugrabila in ker se odločite, da boste sred noči nekoga ugrabila, ugrabite brezdomca, ker ni nikoga pač na ulicah Ljubljane. In moj ime Trump, mislim, to je vzdevek njegov, in potem pač stvari grejo narobe, komično je, srečen konc je celo, čeprav imaš tak na polovici knjige občutek, da jaz berem slovensko knjigo, če sem kdaj te bojo zdaj mrtvi in na drogah in z žilami prirezani, prav pač malo pocukran konec. In kar je zabavno, na koncu se vpleta še policija in Jernej se je zmenil z Tadejem Golobom in primer rešuje oziroma na koncu sprocesira Taras Birsa. Ok. For no reason. Okay. Pa oni bo še vsi razlagali, stavne z televizije, pa to. Prav eno med zmešnjava nastane, ampak je prijetno. Gledal sem Free Guy z Ryanom Reynoldsom, kjer je, hvala Bogu, da sem imel OS na novo zainštalirati, ker boring. Ful ima dobrih izhodišč, nič jih ne izkoristi, to dogaja se video igre. Igrica, in pol je lik, stranski lik igrice, ki je v kinu. Ki v bistvu postane sentient AI in se odloči, da bo igralec in pol je še neki noter. Kar bi se lahko zmislil karkoli, če je to koncept. Mislim, ful bi lahko bilo malo bolj kafkovsko, pa ni, ampak je samo čist na prvo žogo vse in potem je še zadaj ključna zgodba teh dveh razvijalcev te igre, ki ima je zlobni Taika Waititi ukradel zadevo in jo igrata tale Villanelle pa oni iz Stranger Things, ki se na koncu zaljubite. Edino, kar je pa res smešno, pa je kar je tudi v promotih bilo, je, mislim, da se mu reče Dude na mesto Guy, ker je pa nabildana verzija Ryana Reynoldsa s CGI-em, tisti je pa smešen. Tisti je pa res smešen, ker je res
nedodelan na pol izdelek in pol je njegov catchphrase je catchphrase, ker si ga še niso zmislili. Tako da lahko do konca prevrtite, okay. Prijete do tega. Preprost humor me veseli. Nekaj najbolj smešnega, kar sem pa videl v zadnjem času, mislim, da res rabimo vsi humor, je pa Good Boys, ki je tudi na Netflixu. Nekako sem ga zamudil, ko je bil v kinu, to je iz 2019, mislim, da. In je o fantih, ki zabredejo v težave, rečemo temu. Ampak so 10-letniki in ne vejo, v kaj se spuščajo in potem se bojo zamaskirali, ker bojo delali neko štalo in pri enemu najdejo full orožja in to, in v bistvu so sex toys. In pol še ko misli, da je ta tiste anal beads, pa misli, da je verižica, pa daje punci. Vse gre tako narobe, kar ne štekajo sveta, v katerem so, ampak je pristno, super bad, ampak malo stopnjevano v eno drugo smer. Jaz sem se res noro smejal. In za zaključek šel sem ven v svet. V gledališče. Gledal sem Nanine pesmi, predstavo v Cankarjevem domu, baletno-glasbena, ki temelji na knjigi Nanine pesmi oziroma na pesmih, ki jih je Ježek napisal za svojo vnukinjo, Nano Milčinski, in potem je ona jih odpela in so naredili knjigo, ki je full lušna s CD-jem. In zdaj so naredili še predstavo, ki ima še balet in je zelo lepo. In priporočam, v Cankarjevem domu se je dalo videti občasno malo ponovitve, drugače je mariborski balet oziroma opera in balet, tako da lahko greste v Maribor gledati, lepo mesto priporočam. Zavrga še pa Maribor. To obstaja. Mito, ti si na vrsti, si kaj pogledal, prebral? Jaz sem tudi tako kot Igor šel v svet in sem šel prišel na gledališče Kran pogledati premiero Florjana Celara, Mama v režiji Ivice Buljana in je the best. Zdaj Celara mogoče lahko naši poslušalci, če niso gledališčniki, poznate po naši oskarjevski epizodi, kjer smo omenili Očete. Ki je bil na sporedu v Celjskem teatru ali pa mogoče še in ga igra Brani Završan. Yes, ki je bil tudi na premieri. Ja, vse je bil kar jet set, Kacin je bil celo tam. Ampak no, nima veze. Odlična predstava, predvsem izjemna igra. 4 igralcev, ne bom zdaj vse poimensko poimenoval, dokler sem vse pozabil. Kljub temu, da sem z njimi 3 leta delal. Zdaj nija veze, joke. Če poznaš film, pa njegovo trilogijo, dramsko, no, torej Oče, Mama in Sin, je vzdolž te linije, gre se predvsem na repeticijo, pa na predvsem ta psihološka stanja, v tem primeru mama, ki je zelo navezana na svojega sina, na foter neki vara, neke te fore so in predvsem tale ponavljajoči se stadij odvisnosti od teh likov, od medsebojnih razmerij, ki propadajo, je zelo, zelo učinkovito na odre predstavljeno, oziroma vsaj prvič na slovenskih odrih uprizorjeno. Potem pa nazaj v virtualni svet sem pa gledal do konca, zdaj Netflixov Midnight Mass, torej polnočna maša. In torej miniserija v 7 delih od tipa, ki je naredil Haunting of Hill House, ki mu je ime Igor, pomagi mi. Ja. Vse se bomo spomnili. Tukaj vstavi noter v oko nek. Skratka, nija veze, tudi to smo imeli že skozi. Mislim, da je to od teh 3, kar sem zdaj videl, torej Haunting of Hill House, Mike Flanagan, thanks. Pa Haunting of Bly Manor, pa Dr. Sleep, ki ga je tudi naredil, mi je ta najbolj všeč. Mogoče je za ameriški trg še bolj zanimiva, ker je predvsem ta religiozna ost malo bolj, tema, malo bolj zanimiva, ampak je ta počasno razglabljene teme okrog tisto, kaj je vera, kaj je prava vera, koliko vera pomeni za neko skupnost kot tej skupnosti na otoku. Pa še katoliki so. Ja, Rimo katoliki. To bi moralo biti Aljoši všeč. Ja, to je predvsem vzdolž njegove krivdne linije. Definitivno gledam. Ampak kar mi je pa najbolj pri seriji všeč, je v bistvu režijski pristop, da si vzame ful časa za razglabljanje teh tem, pol pa se nekako na sredini odloči, ja, ti misliš, da si nekaj gledal? Nisi.
ti gledaš za popolnoma nekaj drugega. In je vmešal noter zelo zanimive, subtilne horror elemente, nič te onih nekih pretiranih strahoskokov, ki so seveda tudi prisotni, ampak predvsem en drug žanr, ki ga ne bom zaspoilal, ki doda zelo lep zasuk, pa še dodatno težo celotni temi, ki si jo spremljal na začetku epizode, oziroma serije, pardon. In je zelo, zelo fina zadeva, zelo odlično posneta, dobra glasba, igralsko dovršeno, predvsem pa režijsko ostro. Koliko je pa kingovskih vplivov, ker na začetku imaš kar je zelo, mislim, da se pri drugem delu samo odpade. Ta kingovski začetni moment, ker sem jaz tudi že bil, to je tako kot The Storm of the Century, sem bil čist dolž tega, ampak že ta teža, kako razglabljajo enih teh usmrti, naprimer, ali pa kar vera pomeni, ali pa neki liki, ki jih poznaš mogoče iz svojega lokalnega, recimo temu vaškega okolja, ki ti je v bistvu župnik nakladal neki, mogoče taka fora, je onkraj kingovsko, je dosti bolj globoko, kot pa bi se on spustil vse po mojem mnenju. Še posebej pa ta reveal, oziroma ne reveal, insert je pa toliko bolj ne kingovski ali pa meta-kingovski, ne vem. Poglejte pa mi povejte nazaj. Ker zdaj sem v bistvu edini, mislim, da ker sem tu od nas pogledal, tudi Romana Vočajenka sem že danes prcko, da poglej se stari, ki me zanima tvoje mnenje, ker je čist dolž njegove, bolj verske linije. Viteške linije, of course. Tako da zelo, zelo toplo priporočam. No, super, bomo gledali, absolutno. Jaz sem pogledal dva stara greha, še vmes pogledal sem Ameriške bogove, zadnjo, 3. sezono. Greh pa bogov. In pač, definitivno pač je logično, da so to skenslali, ker pač stvar se še vedno vleče, še vedno se nikamor ne premakne, on še vedno nabira bogove za svojo pač stran in tako naprej, je res že precej dolgočasno vse skupaj, čeprav ta neka sporedna štorija, kjer pač je neka vasica in tako, je še kar ok narejeno, čeprav takoj veš, kaj bo. In mi je pač šlo sem na jeter, ker so to zavlačevali, ampak precej je zavlačevanja in odlaganja neizbežnega, skratka, tako da se ne čudim, da so skenslali. Pogledal sem tudi Final Space, 3. in zadnjo sezono, ker sem gotov, da so to skenslali, animirano serijo, ki mi je bila zelo všeč in od začetka je v bistvu bila ena Futurama, nek podoben humor, tako zelo, pač tako napol humoristična. V 3. sezoni mi je bila pa precej zbegano, ker je postala zelo, zelo akcijska v prvih nekaj delih in pač brez vsakega humorja. Akcija pa tako pač to ni, to je pač animiran stil nekih, recimo Simpsonih, ali pa Futurame, ni to anime, kjer bi ti res do izraza prišli te neki kozmični dvoboji nekih titanov in je precej boring tisno gledati, ampak pol spet postane proti koncu malo bolj duhovito pa zanimivo, potem pa zdaj so pa skenslali vse skupaj, tako da je to. Pač meni je bil prva sezona, mi je bila super všeč, no, pa za vse, ki ste gledali, vam rečem samo čukaj dipak. Tako da, tisti absolutno veste, ki ste gledali. To je serija, ne vem, zdravnika. Potem sem, ne vem, nismo še do zdaj nič kaj dosti omenili, ker smo mogoče mislili, kaj snemali, pogledal sem Shang-Chia, tako kot Igor, Mito, ti si že Shang-Chia pogledal, skratka. Čisto v redu za pač ta, kako že temu rečejo, za prvi film super junaka. Na začetku je izgledalo še ful boljše, zato ker sta dve akcijski sceni, ki sta bili pa meni res hudi in nekaj najboljšega, kar sem videl v Marvelu. Tisto na avtobusu je res. Na avtobusu meni še je bila skoraj bolj všečuna na Nebotičniku, na Zidarskem odru ali kaj že imajo tiste zuni. Ampak pol pač vse skupaj precej zvodeni v tako tipično Marvelovsko, pač zdaj imamo to neke čudna bitja, ki jih lahko vse potamanimo brez slabe vesti in tako pač ta zgodba. No, skratka, to. Gledal sem nekaj najslabšega v lifeu, kar sem kadarkoli gledal. Nekaj sem delal vmes in sem na TV vklopil RIPD, se pravi Ripped, kjer igra Ryan Reynolds, pa Bacon, pa čak še en igral. Pa Bridges, igrajo in 3 ljudje, za katere sem se mislil, to pa mora biti vsaj zabaven film, pa tok ni. To je tok dolgočasen, tok brezvezen, tok kar neki film, da ne moreš verjeti, niti ena šala jim ne rata v celem filmu.
in je res, ko pač Reynolds pač tam neki skuša biti pač po njegovo simpatično duhovit, ampak je sam tako, a si lahko tiho 5 minut. Zato, ker res on sam neki lapa, Jeff Bridges, pa tam zraven, mislim, res je grozno, no, skratka, ne tega gledati, pač na TV-ju sem gledal sem pa Europa Report, oziroma Europa Report, science fiction film iz 2013, TV Slovenija vrti v tem svojem ciklu znanstveno fantastičnih filmov in mi je bil super, no. Tako mal bolj realističen pogled na Aliena, bi jaz rekel, ali pa nekaj takega, skratka na neko pošast, pa na neko potovanje v vesolje. Ja, je pa found footage, ful mi je šlo na živce sicer tisti vmesni deli kvazi dokumentarca, ko una dva pripovedujeta, kaj moramo mi čutiti, pa kako se moramo, strah nas mora biti za te like, ker pač, če tega ne prepoznaš iz filma, pač sorry, no. Skratka, tako da to zelo priporočam, če boste še kje ujeli, ampak mislim, da RTV to hrani nekak teden dni te tuje produkcije. Ja, si tak je odvisno od operaterja, ki ga imate, nekateri operaterji omogočajo, da klikneš snemaj, pa ti potem imaš en mesec na ogled znotraj TV-ja, drugače na spletu prek MMC aplikacije, če ste prijavljeni, pa celo to zadevo pa je 7 dni. Na voljo pa še to ni nujno, da je vsaka zadeva. Ja, ni čisto vsaka. No. Skratka, se vseeno splača pogledati, no, mislim, da je zdaj bil že tretji film. Europa Report, ta s tem s Pattinsonom Ne. To je pa to, ja, ker sta dva sci-fi neka... Ja, vesoljska, ja. Tukaj pa igra on iz District 9. Ja. Aha. Pa sem pozabil, Charlotte Copley. Karkoli pač. On bi pa lahko tudi kakšno vlogo več dobil. Ja. On je cool. Ljudje in ljudi ne. To je bila že naša 101. epizoda. Poslušali ste podcast, ki se oglaša na ime Obod. Podcast za serije, filme, risanke, špile in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga gosti mreža Aparatus. S vami smo bili Mateja, mala robotska punčka Košir. Mito, to je štof. Begič. Igor, danes ne morem nositi Bondovega aftershava. In Aljoša, kaj je narobe z Ramijem Malekom Harlamom. Tole epizodo smo znova posneli v našem stalnem štabu kinogledališču Bežigrad, ki se mu tako spet zahvaljujem za gostoljublje. Vas pa predvsem vabimo v kino, ne pozabite, letošnja jesen bo pošteno vroča. Mi imamo nemalo težav s sestavljanjem urnika epizod, saj v naslednjih tednih kinodvorane pride dobesedno vse. Ampak bomo shendlali, če bo treba, bomo na sporedu kdaj tudi v tedenskem ritmu. Važno je le, da bodo filmi in serije, ki še prihajajo, vredni naše pozornosti. Če vam je bilo všeč, kar ste danes slišali, delite, všečkajte naš podcast, naročite se nam preko vaše najljubše aplikacije oziroma ponudnika podcastov, dajte nam kakšno oceno na Apple Podcasts, spremljate platformo Aparatus z odličnim izborom podcastov za vsakega in če boste v naslednjih dneh obiskali zadnje poučevališče svoje bivše ali bivšega ali pa vsaj oblikovali vajin razhod, se vsakakor pazite, da vam vaš trenutni partner ali partnerica ne vrže tega v obraz. Predvsem pa se veliko objemajte, dotikajte, ljubčkajte, saj nikoli ne veste, kdaj je zadnjič, ne zaradi nanorobotov, ampak zaradi jebenega virusa, ki je še vedno med nami. Nič pa ne garantira trajnosti vaše zveze, bolj kot skupno poslušanje podcasta Bot. Samo ne bodite ljubosumni, če se vaš partner ali partnerka bolj smeji našim kot vašim šalam. To je normalno, niste ji oziroma mu nezanimivi, samo ne morete se primerjati z nami, ki imamo licenco za duhovičenje. Številka licence 101. To pa ni sprehod za pizda. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku in Instagramu kot podcast SKM, obod brez pikic vmes, tja delimo rajce, prikolce, novice, sveta žanra, druge zanimivosti in tja lahko smerite vsa vprašanja, pripombe, komentarje, recepte za najboljši martini, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. To je bila že 101. epizoda, druga epizoda 4. sezone, ki se daje za vas. Ker smo ven iz karantene, smo znova na standardnem dvotedenskem urniku, ne tega pozabiti, kar pomeni, da se poslušamo znova 18. oktobra, ko naj bi predvidoma, ponavljam predvidoma, ker sem se zadnjič že zmotil, kot rečeno, urnik se to jesen hitro polni, govorili o sitcomu Brooklyn Nine-Nine. Skratka, naslušanje obodovke in obodovci, kdorkoli in kjerkoli že ste. Naslušanje. No, Mr. Bond. No, Mr. Bond.